pozdravljeni. Danes se spominjamo dne, ko je Slovenija stopila na pot samostojnosti. Pot, ki je bila prežeta z upanjem, odgovornostjo in enotnostjo. Hvaležni smo, da živimo v svobodni, čudoviti deželi. Koliko bogatstva je nasul Bog na to zemljo. Res je, kar pravi Cankarjev kurent, zrasla so nebesa pod Triglavom. Oko, ki jih ugleda, obstrmi pred tem čudom Božjim. Srce ustrepeče od same sladkosti, zakaj gore in poljane oznanjajo, da je Bog ustvaril paradiž za domovino veselemu rodu, blagoslovljenemu pred vsemi drugimi. Vsaka slovenska pokrajina nosi drugačno zgodbo, drugačen glas, drugačen utrip. Vse pa združuje ena sama ljubezen. Ljubezen do domače zemlje in svobode. Prekmurje je dežela mehkih ravnic, zlatih polj in tople gostoljubnosti, kjer tradicija oblikuje vsakdanje življenje. Čas teče počasneje, ljudi pa že od nekdaj povezuje reka Mura. Primorska je svet sonca, oljk, soli in burje, prežet z mediteranskim utripom in pesmijo. Njena odprtost in barvitost v smaragdnih odtenkih odseva reka Soča. Koroška je pokrajina gozdov in ponosnih ljudi, ki vztrajno ohranjajo svojo identiteto. Med gorami in dolinami daje občutek trdnosti in povezanosti mogočna reka Drava. Idrija je kraj znanja, vztrajnosti in bogate tehniške dediščine. Ustvarjalnost se tukaj rodi iz potrpežljivega dela in natančnosti. Njeno zgodovino tiho spremlja reka, ki se vije skozi soteske, reka Idrijca. Štajerska je dežela vinogradov, rodovitne zemlje in živahnega mestnega utripa. Ljudje znajo praznovati delo in življenje. Veselje, ustvarjalnost in odprtost se zlivajo v ritem reke Savinje. Notranjska je skrivnostna in tiha pokrajina kraških jam, gozdov in presihajočih voda. Tukaj narava govori brez besed. Dolenjska je mehka in valovita pokrajina domačnosti, glasbe in toplih ljudi. Na vsaki vzpetini stoji cerkvica. Njeno spokojnost z nežnimi zavoji objema reka Krka. Gorenjska je dežela alpskih vrhov, jezer in legend pod Triglavom. Pogled v gore prebuja spoštovanje in notranji mir. Iz njene veličastne narave se rodi reka, ki ponese gorsko moč v svet. Bela krajina je pokrajina belih brez, pisanih nož in živahnega temperamenta. Srčnost ljudi se izraža v plesu, pesmi in odprtosti. Njeno povezanost z naravo zrcali topla mejna reka Kolpa. Slovenija pa je tudi dežela mnogih različnih glasov, saj se v vsaki dolini, na vsakem hribu in v vsaki vasi sliši drugačna govorica. Vsako narečje je kot barva na paleti, skupaj ustvarjajo bogato, pestro slovensko jezikovno sliko, ki jo lahko slišimo v pozdravu, zgodbi ali pesmi. Prisluhnimo besedam in pesmi kolednikov. Dober večer, gospodinji, gospodinji, gospodari, po koledo smo mi prišli, zdravja smo vam parnesli. Po koledo smo mi prišli, zdravja smo vam parnesli. Allora, mi pri nas Božič praznujemo tako, da decembra že zakoljemo prašiča in delamo ene klobase, pa pančeto in pršut. Pol na božično vigilijo pa se naredi bakala in bianco oziroma na belo, ki ga jemo s polento in z oljčnim oljem. Na mizi pa ne manjka nejanka panetone in pandoro, ma vam jaz rečem, da je panetone toliko slabši kot pandoro, da če hočete kupiti, kupite pandoro. Poleg tega pa vam jaz želim, ker prihajajo te božične fešte, eno srečno in mirno pa ljubeznivo novo leto, tako da uživajte.
Dej, vršem pacel gr na ojgen, da arpico z grumpami naredo. Ej, dej rajš imaš še to kuhlo, ko si ti veliko bolj avviden, ko jaz. Jaz, da sem štak, kjer je zanj čember čolja na mesto kočija ven sposta. Ej, sam ne se terca devat, ko te imam že cel haufen, pa pojdi rajš bico grta bara, če bo co nas zapeva. Ej, Neža, a si ti videla, da je jemu Napoleon ljubica zidarje? Ja, pa ja, da je res. Ja, Jaz to res. prvič zdaj slišim. Čak, ki ste se pa une dva skap najdla, se ni važno. Ampak veš, ko pa je? Uha, da danes ima žlikrafija oblika, kot nehal klabuk. A res. A ško sem pa jaz zadnjič slišala, da je tudi idrialin povezan z zidarje. Ja, ko pa je tu idrialin? To je bil mineral, ki so ga kapali zraven živega srebra, ven iz rudnika. Pa so ga pa kar pa ideri poimenovali. Ja, pa ja, da. Ja, res, res. Kaj zdaj, kaj veš, kjer je dan je nes? Pa meni se zdi, da je tork 23. Ja, pa veš, kaj je bilo na toti dan pred enim mesecem? Ma, ne, nimam pojma. Na toti dan smo pred enim mesecem praznovali dan, ko je majster toto našo lepo Štajersko priklopil v Sloveniji. Ma to bi bilo pa treba proslaviti. Ja, mi že cel mesec proslavljamo. Začnali smo pa z 11. z Martinom, ne? A ja, vse tega pa poznam. To je en izmed tunih dobrih 4 mož, ki nam iz mošta naredi vino. Štajerca vam želimo en blagosloven Božič pa srečno novo leto. Mi smo
Pošteni smo ljudi, da bi to pisem slišali, naj veselo je srci. Starem leti ste trpeli, dosti križov in težav, da bi v novem bolj imeli, to bi bilo vsakem prav. Zato v tem novem leti, da tek sveti meši šli, proste si zažigam sveti, Jezus pri vas bit želi. Sveti Jožef in Marija in na Jezus bod pri nas, to vam naj bo tovaršija v novem leti vsaki čas. To vam naj bo tovaršija v novem leti vsaki čas. Pri nas doma se pa praznovanje začne z pretrkavanjem v podružni cerkvi ob 3. Pole doma pečemo golobice, to je mlečen krh, ki ga oblikujemo v ptičke. Te večje dva sta za oči pa mamica, pa te malih 5 je za otroke. Pole pokadimo pa blagoslovimo hišo, pa imamo božično večerjo, potem se gremo kakšne družabne igre ali pa kaj zapojemo, ne. Pole treba pa že na polnočnico, po polnočnici popijemo pa kakšen čaj ali pa kakšen kuhanček. Blagoslovljen Božič! Udaj, kaj pa prvenki za Božič pijete, ker sem slišal, da mama pri nam, da to narta bolje pijača. Pri nam za Božič pijemo naš doma cviček, ta najbolji.
A veš, da kao te narto boli? Ja, seveda. Tu je pa je težko zavrjeti. Ah, ni težko zaverjeti. Naš domač cviček je iz našega domačega grozdja. In mi lepo za Božič odpremo 1 ali pa 2 flaše. Ej, pa ne samo 1 ali pa 2, včasih ta 3 odprema, ne? Ah, 3 flaše vašega cvička ziher ne more noben spiti. Našega, ko odpreš, zadeši po cel vajt. Da pa vaši zadeši, ma pa ti jaz tako lepo vem, ker gremo mi gor v Zidanca, pa se nas naberajo okoli mize, pa tu odprema tista flaša, ma tu zadeši, pa celi vasi, ne samo pa en vajt. Ljudje Božji, spodobili bi se, da vam nekaj povemo. Srečnega pa zdravega, pa rad se majte, pa kar biti preveč prstjen, da na v te uržah, pa da gmah prbajt. Kjera povoče orang desca, naj pa pride k nam gorsko spod gore. Smo mi prišli do vas, da bi kaj poznala nas, da bi kaj poznala nas, da bi podarvala nas, da bi kaj poznala nas, da bi podarvala nas. Očka vas pa fihtamo, da bi kaj od marcev bilo. Nej bom krajcer ali pa 2, ali pa cela 20-grca. Nej bom krajcer ali pa 2, ali pa cela 20-grca. Mamka vas pa fihtamo, da bi kaj od predivca bilo. Nej bo pražnje ali hodnik, ali pa ajde an polnik. Nej bo pražnje ali hodnik, ali pa ajde an polnik. K koncu vas pa fihtamo, da bi kaj od prešiča bilo. Nej bom krimpel ali uho, ali pa karuso glavo. Nej bom krimpel ali uho, ali pa karuso glavo.
Dragi dobri ljudi, spoštovani gospod direktor, sodelavke in sodelavci, drage dijakinje in dijaki. Te dane sem dost gruntal, kaj naj vam rečem ob tej priliki. Od septembra pa vse do danes se je zgodilo jako dost stvari. Bili so izzivi, bili so lepi trenutki, pa tudi taki, ki so od nas zahtevali potrpežljivost in vztrajnost. Prav je, da se danes vstavimo in pogledamo nazaj s hvaležnostjo in ponosom. Z velikim občudovanjem in veseljem sem opazoval vaše uspehe. Kamorkoli sem pogledal, so bili vidni. Uspešni ste bili na številnih področjih, blesteli ste predvsem kot ljudi, blesteli ste in pri raznih predmetnih področjih, kulturi in športu. Ne bom vsega našteval. Vsak na svoj način ste pustili sled. Za vse to se vam iskreno zahvaljujem in vam iz srca čestitam. Izpostavil pa bom eno stvar, ta je vsem nam skupna. Občudujem, kako se znate uspešno upirati nekontrolirani uporabi telefonov. Znam, da bi se lahko še bolj, a priznajmo si, dobri ste in hvala vam za to. Koliko jaz znam, smo edina srednja šola, ki se lahko s tem pohvali. Znam, da ni lahko in meni je včasih težko. Šele cajt bo pokazal, da je to ena pomembnih stvari naših skupnih zmag. Gremo dalje. Povedati vam moram še to. Ponosen sem na vsakega izmed vas. Znam, da je vsak izmed vas zmagovalec na številnih področjih. In prav je, da ste na to ponosni. Ne karte pozabiti, dostikrat so prav te male zmage, une očim skrite, največ, kar človek lahko doseže. To skus govorim, ker v to globoko in trdno verjamem. Ob božičnih praznikih vam iz srca želim mira, blagoslova in notranje topline. Naj vas nagovori družba novorojenega deteta. Ta od vas ne zahteva mogočnega grada in finih soban, nego vas vabi, da ste zadovoljni s tem, kar ste v tem trenutku. Hrabro mu odprite svoje srce, tako kot je, da bo lahko stopil vanj in skup z vami delal korake življenja. Imejmo se radi, ker to je največ, kar lahko drug drugemu damo. Ob dnevu samostojnosti in enotnosti vam želim ponosa, da smo Slovenci. Bojmo hvaležni za vse, kar imamo in molimo za vse uno, če ga nimamo, kar mislimo, da bi mogli imati. Iz srca želim blagoslova naši državi, da bi znala hoditi po poti spoštovanja, mira in povezanosti. Čisto na koncu vam želim lepe počitnice. Pazite na sebe in drug na drugega. Naj bojo ti dani čas počitka in veselja. Veselim se, da se januarja opet vidimo, spočiti, okrepljeni in pripravljeni na nove izzive. Pa kolpa je kolpa, ne kolpa. Pa fihtamo, da brkej od prešiča blu. Nej bo krimpel aluho, ali pa karuso glavo, nej bo krimpel aluho, ali pa karuso glavo.